Tokrat v občinskem informatorju. Viktorija Bombek z dializo živi že 30 let. Čuš za vse mestne četrti in krajevne skupnosti. Pubec znova povezal štajerske vinarje. Šajke že 10 let zabavajo in širijo ljudsko izročilo. Stranka mladih Zeleni Evrope želi sodelovanje Romov pri odločanju v Mariboru. Tradicionalno srečanje starejših občanov v Vuzenici. Na obisku klinike Zdrav Split. Lepo pozdravljeni. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so včeraj z majhnim presenečenjem razveselili 65-letno Viktorijo Bombek, ki se že 30 let uspešno zdravi z dializo. Kot je povedal predstojnik oddelka za dializo Robert Ekart, je uspeh plod samodiscipline, upoštevanja navodil zdravnikov in diete. Gospa Bombek je z dializo začela leta 1988, ko je bila stara 35 let. Pravi, da se po teh letih na oddelku za dializo v UKC Maribor počuti že domače kot del kolektiva, ter da je izjemno zadovoljna s storitvijo. Zdaj že tako dolgo hodim, zdaj mu kar tako tu ostala, ki sem. Moram biti zadovoljna, da je vse tako, da človek lahko živi. Na mariborskem oddelku za dializo imajo trenutno 151 bolnikov, od tega jih je 127 na hemodializi. Na voljo imajo 32 mest. Pri nas imamo hemodializo od aprila 1974. Je bil oddelek v bistvu ustanovljen, oziroma takrat smo začeli s prvo hemodializo. Ena od načinov zdravljenja je tudi presaditev ledvice, a je po besedah predstojnika oddelka za dializo večina ne začne s presaditvijo. Večina pacientov v Sloveniji ne začne s presaditvijo tega zdravljenja, končne odpovedi ledvic, ampak začne z eno od teh metod, bodisi trebušna dializa, bodisi hemodializa. Imamo pa tudi bolnike v Sloveniji, ki se začnejo zdraviti s presaditvijo in jih pripravimo že v fazi 4. oziroma 5. stopnje kronične ledvične bolezni na presaditev. In v bistvu nikoli ne začnejo z dializo, začnejo s presaditvijo. V Sloveniji je okoli 2300 bolnikov s končno odpovedjo ledvic. Kronična ledvična bolezen se začne potiho in tako rekoč brez znakov. Pacientom pa pomagajo tudi v društvu ledvičnih bolnikov Lilija. Mi dejansko svetujemo z našimi člani, skušamo preživljati čim bolj aktivno tale prosti čas. Imamo organizirane izlete, piknike, strokovna predavanja. Kratka, trudimo se, da nudimo tem našim sotrpinom čisto neko normalno življenje. Čeprav je bolezen težka in zdravljenje poteka do smrti, človek z odpovedjo ledvic lahko relativno uspešno živi, če je vztrajen in discipliniran. Andrej Čuš, kandidat za župana mestne občine Ptuj, ki svojo listo kandidira kot neodvisni kandidat, je predstavil stranke, ki ga podpirajo pri njegovi kandidaturi. Pred prvim krogom lokalnih volitev ga tako podpirajo Slovenska nacionalna stranka, ki je prav tako parlamentarna stranka, Zeleni Slovenije, katerih predsednik je sam, ter lista Mladi in upokojenci za delovna mesta. Čuš verjame v uvrstitev v drugi krog županskih volitev. Čuš se je v predvolilni kampanji odločil prehoditi območje ptujske občine in tako dnevno prehodi od 12 do 15 kilometrov. Lahko rečem, da so odzivi ljudi zelo pozitivni, pa tudi sam moram povedati, da je to nekaj čisto drugega, ko na lastne oči se prepričaš o stanju v določeni četrti, naselju, določenih ulicah tudi seveda, prav tako pa seveda tudi strani ljudi, ki so zunaj kaj delajo na vrtu ali se sprehajajo, dobiš neke odzive in komentarje, ki dajo neko novo dimenzijo tega, da upoštevaš mnenje ljudi in pa seveda tudi, kako se lotiti reševanja problematike. Tako je ugotovil, s čim so občani in občanke najmanj zadovoljni in kakšni sprememb si želijo v prihodnje. Vse posod ljudje nekako na prvo mesto vseeno povedo, da pogrešajo stik odločevalcev in odprto občinsko pravo. In tudi moja zaveza je, da bomo s temi, jaz bom rekel, terenskim delom, ne s pohodi pa Ptuj, ampak s terenskim delom nadaljevali in izvajali to vsako leto. Predvsem seveda željo, da prisluhnemo ljudem in kaj seveda popraviti, narediti. Veliko ljudi tudi reče, recimo, da že nekaj mandatov nihče niti ni bil v njihovi ulici ali pa pri njih.
tako da z tega vidika zagotovo treba bolj prisluhniti. Druga pomembna stvar je, treba zagotoviti enakomernejši razvoj vseh četrti v mestni občini Ptuj. Tretjo, osnovna infrastruktura, varna šolska pot. Čuš je še dejal, da se bo obnove infrastrukture lotil na način, ki bo za Ptujčane in Ptujčanke najhitrejši in najcenejši. Čuš se je odzval tudi na dogodke v več delih Slovenije, kjer naj bi se na listah stranke za občinske svete znašli ljudje, ki se sami za to zavestno niso odločili. Dejal je, da je vsak prebral, kar je podpisal, sicer pa obžaluje, da je prišlo do nesporazumov in se opravičuje, če je bil kdo osebno prizadet. Minuli ponedeljek se je v Mariboru odvil že 4. salon štajerskih mladih vin, ki na trgu nastopajo pod skupno blagovno znamko Pubec, ki je letos povezal 24 štajerskih vinarjev. Letos je Pubeca predstavljalo 24 vinarjev, ki želijo povečati svojo prepoznavnost in prepoznavnost štajerskega vinorodnega okoliša, tako doma kot v tujini. Z dogodkom pa so se že 3. leto zapored predstavili tudi v Ljubljani. Posebnost Pubeca je to, da smo se štajerski vinogradniki končno skupaj združili v nekem projektu, da to skupaj promoviramo pod skupno blagovno znamko, tako da je prepoznavno po celi Sloveniji dejansko. Zelo dobro, da se štajerska vina predstavijo tudi čez Trojane, da nas malo spoznajo, da imamo res najboljša vina v Sloveniji, na to smo ponosni in tako je. Naš Pubec je zvrst iz ranih sort, se pravi sorte, ki na naši kmetiji najprej poberemo. To je Rizvanec, Sivi Pinot, Otonel, Muškat Otonel in Traminec. Obiskovalci so tako lahko poskusili vrhunska mlada vina, ki se kot takšna po naši zakonodaji lahko prodajajo do zadnjega januarja. Kakšen pa je Pubec? Pubec je svež, Pubec je nagajiv, Pubec je zelo zanimiv. Vsak od vinarjev predstavlja neke svoje top sorte, tako da je zelo različen. Pubec je svež, je nekaj novega in vsako leto radi pridemo. Salon mladih štajerskih vin se je prvič predstavil pred 4 leti in povezal vinarje. Poplavi vseh festivalov, torej rozejev, peneči vin, oranžnih vin, se nam je zdelo, da nihče še pa ne dela mladega vina. In ker tudi kultura mladega vina še ni razvita, je bilo tako dobro izhodišče, da nekaj novega pripeljamo na trg, torej mlado vino, in s tem še dodatno promoviramo vinarje, ki se predstavljajo trenutno na Pubecu samo z mladim vinom. Izredno pomembno se mi zdi, da ti vinarji znajo razmišljati o novih inovativnih pristopih, da na trg stopajo povezano z mladimi vini in menim, da po 4 letih salona Pubec ta blagovna znamka tudi postaja prepoznavna. Moje mnenje je, da v bistvu najstarejša trta je ena in edinstvena in da imamo na drugi strani Pubeca, torej mlada vina in se nekako v bistvu to enkratno vpleta v celotno zgodbo. Sveža in dišeča vina pa je spremljala tudi pristna štajerska kulinarika. Članice etnoskupine Šajke iz Vuhreda beležijo 10 let delovanja. Jubilej so obeležile z velikim koncertom, ki so ga pripravile minulo nedeljo v dvorani v Vuhredu. Ob tem pa so se spomnile začetkov in si zadale tudi nekaj ciljev za v prihodnje. Poglejmo. V nabito polni dvorani so obiskovalci uživali ob koncertu, ki so ga Šajke pripravile ob 10. obletnici delovanja. Da bi se uspešno nadaljevali, tako je bilo. Čudovit enkratni, z leta v leto so boljši. Zelo lepo, zelo dobro. Fenomenalno, ni nam žal, da smo šli, ker to je naša tradicija in to moramo, mi podpiramo to, da se ta tradicija glasbe in tudi besedil pesmi in vse, kar je iz prejšnjih časov, da se to ohrani za zanamce. Uživali smo 100 na uro. Praznovanje jubileja je bilo posebno tudi za slavljenke. To ne moreš razložiti. Toliko smo se mi zdaj pretrudili, vlagali energijo, ustvarjali ljudsko izročilo. To je nepopisno. To, kar tako doživiš, to je tisto. In upam, da nam bo še uspelo naprej. So se pa v praznovanju spomnile svojih začetkov.
da smo s Piskri začeli na eni kmetiji, pa sem pa jaz leto pa pol iskala po škegnih, po domačijah, domače inštrumente in smo jih malo pridelali. To so bile grablje, tisti rebeži, bobni, mehi, kravji in smo mi to pridelali in imamo zdaj te inštrumente in jih uporabljamo. Pol 2007, oktobra, novembra smo se pa začeli družiti in smo rekli, tak punce, zdaj pa gremo skupaj. Pršica Frida Mravljak je nam poiskala ime. Ja, malo smo razmišljali, ko se je skupina sestala, pa smo šli malo pogledati zgodovino našega kraja in Vuhred je sploh znan, ker je bilo tu pristanišče šajk in pa flosov, in smo rekli, kaj pa če bi imeli ime šajke. Ponosen, da ohranjajo ljudsko izročilo, je tudi tamkajšnji župan. Zagotovo eno veliko dodano vrednost, predvsem na etnopetju, etnoglasbilih in pa seveda eno odlično prenašanje izročila torej kulturne dediščine v občini Radlje ob Dravi. Šajke pa skrbijo tudi za ljudsko izročilo in pomembno prispevajo k ohranjanju le tega v kraju. Zato so prejele priznanje Javnega sklada za kulturo Republike Slovenije območne izpostave Radlje ob Dravi. Stranka Mladih Zeleni Evrope, ki je za župana mestne občine Maribor predlagala njihovega predsednika Igorja Jurišiča, je z romskim društvom Romanje Kafenava Dobrota sklenila sporazum, po katerem naj bi v primeru uspeha na prihajajočih volitvah omogočila romski skupnosti aktivno sodelovanje pri odločanju v mestu. Županski kandidat Igor Jurišič ocenjuje, da je sodelovanje med romsko skupnostjo in ostalimi prešibko. Naša vizija je, da je vključitev mariborskih Romov v soodločanje o prihodnosti mesta ključnega pomena za sodelovanje vnaprej. Zato smo s prvim korakom, da smo vključili predstavnike mariborskih Romov v naše liste za mestne četrti in listo za mestni svet, že dokazali, da si tega sodelovanja želimo. Jurišič je prepričan, da si Romi zaslužijo predstavnika v mestnem svetu. V Mariboru namreč živi več Romov kot v katerihkoli drugih dveh občinah v Sloveniji, kjer romskega svetnika imajo. Zato smo zelo na kratko in jasno napisali v 4 točkah, in sicer prva točka se dotika romskega svetnika in s tem dajemo jasno zavezo, da bomo v skladu z 39. členom v Mariboru ugotovili, da v Mariboru obstaja avtohtona romska skupnost. Namreč večina vseh Romov, ki živi v Mariboru, je Mariborčanov, torej rojenih v Mariboru. In pa, da bomo zakon, ki v 101. členu Zakona o lokalnih skupnostih našteva občine, na seznam teh občin dodali še mestno občino Maribor, tako da bodo Romi imeli pravico v Mariboru do romskega svetnika. S sporazumom so se v stranki zavezali, da bodo ustanovili delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti ter uvedli nadzor nad porabo sredstev, ki so namenjena romski skupnosti. Upokojenci občine Vuzenica so se tudi letos zbrali v dvorani tamkajšnjega gasilskega doma. Na že tradicionalnem vsakoletnem druženju je tudi letos zbrane pozdravil in nagovoril vuzeniški župan. Upokojenci so se rade volje odzvali vabilo in se prišli družiti s sokrajani in sovrstniki. Tudi letos so bili povabljeni tisti, ki so dopolnili 70 let. Radi prihajate vsako leto? Ja, če je možno. Druženje. Tako se malo družimo, pa pridemo malo skupaj. Ja, v redu je, da se malo pridemo skupaj, pa se malo pogovorimo, pa nas počastijo, da je v redu. Družimo se, pa saj ko prideš za tistimi, kjer se redko vidiš. Tu pa pridejo taki, ko drugač ne vidiš ga kje. Da so upokojenci pomemben del družbe v Vuzenici, je poudaril tamkajšnji župan. Poleg tega, da so ti starejši občani aktivni tudi sedaj v teh svojih zrelih letih,
na različnih področjih, na kulturnem, športnem, v različnih društvih. In seveda mi poskrbimo za to, da se tokom celotnega leta tudi varno počutijo v naši občini. Zagotovo pa gre za tradicionalen dogodek. S tem nekako izražamo in se zahvaljujemo starejšim občanom in občankom za vso delo, ki so ga upravili v lokalni skupnosti in tudi sedaj v teh letih so še zelo, zelo aktivni. Druženje upokojencev so popestrili z glasbo in nastopom najmlajših. Na koncu pa še k uspešni podjetniški zgodbi. Obiskali smo zasebno kliniko Zdrav Splet. Gre za kliniko na področju zdravljenja proktoloških bolezni, abdominalne kirurgije, estetske medicine, ortopedije, urologije in dermatovenerologije. V ospredju pa je skrb za vrhunsko kvaliteto storitev in varnost pacientov. Poglejmo. V osnovi se je ideja razvila iz zdravniških nasvetov, ki smo jih nudili na internetu. Začeli smo z zdravstveno dejavnostjo leta 2005. Bili smo do leta pa pol nazaj na lokaciji na Lackovi, sedaj pa imamo svojo 1000 kvadratnih metrov veliko zasebno kliniko na Mejni ulici 6 v Mariboru. To je klinika, ki je opremljena po najzahtevnejših standardih. Vključeni smo tudi v mednarodni sistem akreditacije. Letos smo pridobili najvišji certifikat, diamantni, za kakovost zdravstvenih storitev. In kaj vse zdaj zajemajo vaše storitve, komu lahko pomagate? Naše storitve sodijo med splošno kirurške storitve. Imamo koncesijo za operacije dimeljskih, popkovnih, trebušnih kil. Naredimo pravzaprav v tej regiji največ operacij na trebušni steni. Lani smo opravili 500 operacij kil, to je vse na koncesijo. Potem druga naša obsežna dejavnost je zdravljenje bolezni danke, zadnjika, torej proktologija, zato imamo tudi koncesijo. Tretji večji del je pa estetika, se pravi estetika od vrha glave do prstov na nogi, kar je seveda samoplačniško. Samoplačniške so tudi storitve z področja ortopedije, urologije, žilne kirurgije, tako da širimo pravzaprav spekter svojih storitev na področja, kjer so dolge čakalne dobe, kjer so problemi z težjo dostopnostjo do storitev ali pa se te storitve sploh ne izvajajo v kliničnem centru. Koliko pa vas je trenutno zaposlenih? Zaposlenih je več kot 25 ljudi. Imamo tudi zunanje sodelavce, tako da poskušamo pač biti prijazna in vrhunska ustanova za zdravstvene storitve. Razvijamo nove metode zdravljenja, sodelujemo tudi z strokovnjaki iz tujine. Še vedno pa verjetno tudi nasvete pripravljate? Tudi sedaj je pač čas, ko se poslužujemo teh sodobnih aplikacij. Jaz se dostikrat v šali rečem, da imamo tudi Facebook ambulanto. Ja, kako ta ambulanta deluje potem? Ja, tam lahko pacienti marsikaj vprašajo, včasih tudi pošljejo kakšno slikco in v relativno kratkem času dobijo tudi odgovor. Je pa res, da pri večini zadev je pač treba priti na kliniko, se pravi, nadaljavo še ne znamo zdraviti. Ampak tisti prvi stik, ne? Prvi gotovo, odgovor pa lahko... Vsaj da usmeriš morda pacienta, morda tudi drugam, če teh storitev ne izvajamo, oziroma da dobijo en vtis, kako dolgo je recimo približno okrevanje po neki operaciji, po nekem posegu. Kakšen je pa zdaj kaj statistika, recimo pri teh lepotnih posegih, se ljudje je v porastu? Ja, estetska kirurgija in medicina je vsekakor v porastu.
Zelo so pravzaprav popularni ti minimalno invazivni ali pa neinvazivni posegi, kot je pomlajevanje z botoksom, z uporabo polnil, lasne plazme, laserji in pa seveda tista področja, ki najbolj motijo, se pravi, ne vem, korekcija nosu, povečava recimo prsi, odstranjevanje odvečne kože in maščobe v predelu trebušne stene, torej liposukcija, abdominoplastika, tudi korekcija štrlečih ušes, povešenih vek in podobno. Super, no? Zanimiva zgodba zdravega spleta. Hvala za pogovor, pa vam želimo še veliko uspešnih zgodb. Hvala vam. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek, 8. novembra, časnik Večer pripravlja soočenje županskih kandidatov Mestne občine Ptuj. Neposredni prenos si ob 17:30 lahko ogledate na televiziji BKTV. Ta petek, 9. novembra, bodo v Hočah otvorili prenovljene prostore podružnične šole Reka Pohorje. Slovesna otvoritev bo ob 15. uri. Ta petek pa se bo v Rušah pričel tudi dvodnevni festival kantavtorjev Kantfest. V SNG Maribor bo ob 19:30 premiera baleta Smrt v Benetkah v koreografiji in režiji Valentine Turko. Toliko zaenkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer še naprej in nasvidenje.